Lepo dobro jutro, želim Mirna Krapše, vaša zvezda severnica na poti do idealnega partnerstva, na poti manifestacije vašega idealnega partnerstva. Pravkar sem si malo eteričnega olja limonce kanila v roke, kako poživi za tako zgodnje jutro, ne? Tako, danes govorimo o enem stavku, ki vsem ženskam, večinoma sploh ženskam, lahko vse uniči. Ampak preden začnem, ena misel, ki jo je enkrat rekla Marilyn Monroe. Nismo se poznali, ampak jaz mislim, da v prejšnjem življenju je vsaka izmed nas bila vsaj en delček Marilyn Monroe. Tisti, ki prebirate doktorja, ne vem, če je Newton ali nekaj takega se piše, nekaj v tem smislu, ki je napisal knjigo Potovanje duš, pa usode duš in tako naprej. Veste, da svoje duše delimo v procente in jaz sem prepričana, da včasih, jaz mislim, da se čisto vsake ženske na tem planetu dotaknil en delček, en procent duše od Marilyn Monroe. Skratka, Marilyn je rekla, strah je neumnost, obžalovanja prav tako. In to je tako močen stavek, se mi zdi, ker strah zato, ker se bojimo Bog ve česa vse, ker se bojimo narediti nekaj na nov način, predvsem to. Nekaj, česar naši starši niso počeli na tak način. Nekaj, česar naši prijatelji ali prijateljice niso počeli na tak način. Vem, da sem imela ogromno strank ali pa skoraj vsaka druga mi je rekla, joj, kdo pa je v tej ali skupini oziroma kakaj je pa kaj pač ta intima, se pravi, da se ne pove, s kom se sodeluje in tako naprej, zato ker ne bi rada, da vejo, da imam mentorja na področju, na tem ljubezenskem področju, se pravi, kako najti zase idealnega partnerja. To je še vedno tabu in jaz sem prepričana, jaz vam ne bom rekla razlagajte to naokrog, ker ljudje tega ne razumejo. Pa ne govorim samo o mentorstvu na najdi si zase idealnega partnerja oziroma pomagaj manifestirati svojega idealnega partnerja, ampak na kakršnem koli področju. Če pogledate po celem svetu, imajo ljudje, sploh tisti najuspešnejši, vsi mentorje, pa ne zato, ker niso sposobni, ampak zaradi tega, ker vejo, kakšen boost energije lahko dobijo od mentorjev, kako jih lahko dvignejo, kako je to čisto drugače. Ko imaš nekoga, ki je 3 korake pred tabo, ne 10, tisto je že preveč, se že lahko počutiš, joj, to pa ni v redu, ne bom zmogel ali pa, kaj mi pa ta govori, se ga niti ne razumem. Ampak nekoga, ki je 2-3 korake pred tabo, ki je tisto, kar si ti želiš, že dal skozi in ti je pripravljen pomagati, ne govorimo o tem, da ti nekdo vzame denar ali pa ti spipa in spuli denar, to ne vem, to mislim, da je pase, jaz mislim, da to razmišljajo samo še tisti, ki resnično živijo v 80-ih ali kaj zvem, kdaj že. Ja? Tako da strah je neumnost, obžalovanja prav tako. Jaz si želim za čisto vsakega izmed nas, da ne bi tam na smrtni postelji obžaloval toliko, kot so obžalovali tisti, ki je nastala ena knjiga, ki jo je napisal ne vem kdo točno in nažalost te knjige še vedno nimam. Vem pa, da sem prebrala reviewje o njej, se pravi, pisali so kaj o njej pač, kaj govori in tako naprej. In so naredili intervjuje s 75-80-letniki v domovih za ostarele in so jih spraševali, kaj so njihova obžalovanja. In so rekli, da sem večinoma, in tisto najpomembnejše je bilo, da sem delal večinam take stvari, ki so jih drugi želeli od mene, nisem pa počel tistega, kar sem si sam želel, ravno zaradi tega, ker sem se bal, kaj si bodo pa drugi mislili. Tako da jaz vam polagam na srce to, kar je rekla Marilyn Monroe. Kaj danes torej lahko pričakujete? Rekli smo, da bom povedala, kateri je tisti stavek, ki vam bo, če ga boste še naprej koristili pri zmenkih, za vedno uničil življenje. En sam je, saj je več. Zdravo, Marko! Saj je več, ampak mislim, da je ta tisti, ki je res gromozanski, ki je res uničljiv kot tsunami. Ja? Povedala pa vam bom tudi o kvizu, ki vam logično takoj pove, bolj natančno kot vsaka vedeževalka, ja?
kako dolgo še bo trajalo, preden boste spoznali, zares spoznali, šli na zmenek s tistim, ki je za vas idealni moški. Ja? Lahko ga dobite tudi zastonj. In jaz si želim, da ga sprejmete zastonj. Ok, zdaj pa torej k temu, kar sem vam povedala. Če imate kakršnokoli vprašanje, prosim lepo napišite v komentarju spodaj. Če boste to gledali v posnetku, mi lahko pošljete vprašanje na jerneja@idealni365.si ali pa lahko me napišete v komentarju spodaj, samo me tagate. Afna napišite spredaj in Jerneja Krapse. Tako da, to je to. Torej, kaj je tisti stavek, ki vam lahko zavedno uniči življenje? Da se boste vrteli v enem in istem krogu, da se boste vedno spraševali, če je zdaj ta pravi, da se boste zavedno spraševali, hudiča, zakaj sem jaz v tej zvezi, da se boste, in potem ne boste šli ven, kar ženske sploh znamo narediti, sploh pa tiste ženske, drage moje dame, ki ste ali podjetnice ali na visokih položajih, ki vam kapo dol pravim, vedno dajem zaradi tega, ker toliko že dajete od sebe, da ste uspešne, ne samo zase, vemo, da smo ženske večinoma uspešne zato, ker držimo gor večino ostalih še ali v tistem podjetju ali karkoli drugega. In tu je ogromno energije in časa, ki je treba, ja, ki ga je treba dati od sebe, zato, da potem nimamo več časa za to, da bi spoznali zase idealnega partnerja. Nimamo časa, ne vzamemo si tistega časa, da bi razmislili oziroma da bi resnično začutili, da je to to. In potem, ko delamo še v kombinaciji na stari način, se pravi, ok, saj ga bom nekje spoznala, ali na pevskih, ali nekje, ne vem, na enem sestanku, ali kaj zvem kje, ga bom že nekje spoznala in itak mi bo jasno, ker to bo začelo kar se pokat in bojo, ne vem, ognjemeti v glavi in kaj zvem kaj še vse. To je tisto, kar vam bo nažalost ne ravno najbolj pomagalo. Ja, ta del, da se lahko spoznata kjerkoli, drži bolj kot pribito. Ampak ta, da boste vedeli, da bo kar pokalo, takih je pa zelo, zelo malo. Sploh zaradi tega, ker v tem hitrem času živimo, se nam dogaja, gor, dol, sem, tja, to je kar naprej nekaj. In nismo prizemljeni. In če nismo prizemljeni, lahko uporabimo doTERRA eterično olje, ne, da se prizemljimo, ki je fenomenalno, popustimo to. Lahko pa se nam zgodi ravno zaradi tega, ker nismo prizemljeni, da ne bomo čutili, da nam, ne vem, skozi nas ne bo prišel tisti energetski val, tisto sporočilo, zdrava Alja, tisto sporočilo, ki ga moramo dobiti, ki nam je dano za to, da bo, ne vem, naše telo zavibriralo, da bomo instinktivno, iniciativno sem hotel reči, da bomo instinktivno vedeli, kdo, ali je ta pred nami ta ali ne. Ja? In evo, to je to. Stavek. Kaj pa, če me občutek vara? Pa saj mu niti nisem dala prav priložnosti. Dajte like stisniti tisti, ki ste to že kdaj pomislili, ko ste se spoznavali, na poti spoznavanja. Kaj pa, če me občutek vara? Kaj pa, če ni čist taki, kot zdaj mislim, ker nekaj me moti, pa kaj zvem, to mi ni prav, pa tako čudno se pogovarja, ali pa kaj zvem, ta slika mi malo čudno deluje, ali pa tam so se pogovarjala, pa kar je zginil naenkrat, pa kaj zvem. Kaj pa, če me občutek vara? Saj mu niti nisem dala prav priložnosti. Toliko vas je na brezplačnem posvetu, ki me kličete in mi poveste točno to. Ampak veste, kaj naredite? Vseeno greste. Vseeno greste na zmenek. In potem imate dve možnosti. Ena možnost je, ali ste šle v zvezo, ki je daleč od idealne, ja? Zato, ker ste tudi potem, ko ste ga spoznali, ta občutek, ki ste ga dobili takrat preko ekrana, ko ste četali, ko ste se z nekom začeli pogovarjati, na on recimo, vas nikoli ne vara. Zopet, ena stvar je, če ste generalno prestrašeni predvsem in je vse samo joj, ne? To je druga stvar. Tu morate delati s kom drugim ali pa mogoče tudi z mano, zato da to preidete. Generalni strah je
tako ali tako tisto, kar je rekla prej Marilyn Monroe, ne? In sicer, kaj že? Strah je neumnost, obžalovanje prav tako. Ne? Druga stvar pa je, če vi vidite, da tu in tam se pa vseeno to zgodi, ne? Da tu in tam, da imate ta občutek, da vseeno pa se zgodi tudi tisto, da vam je nekdo, pa se ful radi pogovarjate, pa zelo radi spremljate, pa zelo radi poveste, kaj in tako naprej. Ja? Tu je razlika, pomembna razlika. In to je tako ali tako treba najprej razčistiti vse skupaj. Ja? In kaj se zgodi pa še druga stvar? Rekla sem, da prva stvar je ta, da če greste potem vseeno na ta zmenek, skoraj 100% se vam bo zgodilo, da imate enake občutke še naprej. Ampak, ker si tako zelo želite, da bi vseeno živeli dvojino, da bi imeli nekoga ob sebi, to mi tolikokrat rečete, samo da sedijo na kavčem po dolgem, težkem dnevu doma, se mogoče pogovoriva, me malo posluša, jaz poslušam njega in gledava televizijo pod odejo, zdaj le pridejo taki dnevi, ko imaš tisto šalčko vročega čaja, pa si daš kaj zvem kaj noter, jaz si dam recimo to doterino eterično olje, ki je fenomenalno, ne, da me malo poživi, da poleg tega pa še da toliko res nekih fenomenalnih stvari, vitaminov, mineralov, kaj zvem, čisto vsega. Glavnem, fenomenalna stvar. In potem, da sedite skupaj in to uživate, ta skupni čas, tega si želite in ko ste tako dolgo že sami, ko samo zjutraj vstanete in razmišljate, komu se morate dati kakšne naloge in greste proti službi ali pa pač proti svojemu podjetju, ali pa če delate od doma, se vseeno, razmišljate, kaj vse še treba narediti in ste zelo, zelo, ne, pri nas na Štajerskem recimo aufpikirani, točno veste, kaj hočete, kako boste, kaj boste, bla, 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 vse te zadeve. Imate kot stroj, ste dobro naoljen stroj. Logično, ne, da potem padete v to, ampak ko pridete domov, ko sedete na kavč, ki je mrzel, kjer vse, kar vas čaka, je mogoče še eno razočaranje, ker tako zelo si želite, da bi vam tisti en odgovoril, pa vam ni, ali pa vam je odgovoril nekaj, kar, kaj jaz vem, ni v redu, ali pa mogoče vaš tu in tam tak, ki pač pride tu in tam, ampak je drugače še poročen, pa je danes napisal, da ne more priti in tako naprej. To so vse stvari, ki so zelo, zelo, zelo boleče. In ja, vodijo tudi v bolezni. Ker več kot 85% bolezni nastane zaradi psihe. In o tem govorim zdaj. Ja? Tukaj pa si lahko pomagate. Zakaj si ne bi? Zakaj bi morali biti sužnji svojega dela? In s tem ne pravim, da boste manj delali ali pa manj uživali v svojem delu. Jaz sem prepričana, da vsak v svojem delu uživa, vsaj tako kot jaz. Meni je fenomenalno delati, vedeti, da lahko nekomu pomagam in tako naprej. Da sem nekaj ustvarila. Ampak zato dobim seveda tudi plačano in zato obožujem in ženske, ki imate svoje podjetje in ženske, ki ste na visokih položajih, ker vem, da imate ravno najmanj časa, da največ sebe dajete in potem tukaj ne dobite tistega, kar bi lahko, zato ker se enostavno ne spravite na nov način iskati ljubezni, ne? Ali pa na nov način pomagati univerzumu, da manifestirate ljubezen, ker jo lahko in to ne kakršnokoli, ampak idealno, sanjsko, tako kot si jo vi želite. O čem vam govorim? Ko sem jaz dolgo že nazaj, koliko je to nazaj zdaj, enih 17 let, kaj takega, delala še vodila neke fenomenalne modne revije za mojega fenomenalnega prijatelja, krasnega stilista in frizerja Gorana, Studio Orange. In takrat se je to dogajalo še v Lenartu v Slovenskih Goricah, bilo je vedno tam okoli 300-350 ljudi, v glavnem pokalo je po šivih. In enkrat se, ne vem, pač vodim nekaj in potem je bil vedno after party, logično. In na after party smo se imeli fenomenalno in jaz seveda ravno pridem iz Grčije, bila sem popolnoma polna, ne, to je bilo pred Grčijo. Glavno, bila sem popolnoma polna same sebe, to je pač tudi moj element na odru ali pa pred mikrofonom. In potem pride do mene nek fantek,
ne, ki se začne z mano pogovarjati, v bistvu temu rečemo osvajanje, meni to je šlo malo tako čudno, ne, vse skupaj malo na živce, ampak po drugi strani, kaj zvem, pa ga ignoriram, pa grem mimo, pa potem še kar nekaj za mano lazi, pa ga gledam, pa si mislim, no se to, vedela sem, da ni za mene, ampak potem pa on mene hoče pospremiti do avta, pa si mislim, pa what the fuck, ne, kdo te si ti, da boš mene pospremil do avta, ampak ajde, v redu, pač pridi. In potem, ko mi reče pospremiti do avta, meni radari, glej, nekdo se zanima za mene, ne? Čeprav sem vedela, čutila, da niti slučajno to ni za mene. Kaj se je zgodilo? On mene do avta pospremi in mislim, da sem mu celo jaz vzela roke iz žepov in ga prijela za roke. Mislim, to narediš tistemu človeku, s katerim že hočeš narediti kako naslednjo stvar, ne? Pa kar tak nekomu, ki ti sploh všeč ni, pa ga sploh ne poznaš, ker si ga poznaš ga 5, 10, 15 minut iz te čage, ali pa zabave, žura, kakorkoli pač že hočeš. Jaz sicer nisem pila, ker pač nisem pila, on mislim, da je, ampak niti mi ni bil všeč. Po drugi strani pa to, kar sem pravila prej. Želiš si ljubezni, moj bog, jaz sem živela sama, jaz sem vsako popoldne preživela osamljena na tistem kavču s pilotom sem in tja, gor in dol, naprej, nazaj, nisem vedela, kaj že naj si začnem. In potem sem mislila, wow, ne, želela sem si, da bi nekdo z mano živel v mojem stanovanju, mislim pač kakorkoli, da najamemo skupaj stanovanje ali kaj. In to se je zgodilo. Kaj se je zgodilo potem? Potem jaz grem domov, nisem ničesar naredila, nisva se ne poljubila, nisva se ne objela, nič takega, izmenjala sva si številki. In kaj se je zgodilo? Jaz sem mu, mislim, da prva poslala SMS, ali pa če mu nisem, je mogoče on meni, sem ga jaz klicala nazaj, definitivno sem ga pa jaz povabila na zmenek. In kaj ima zdaj s tem stavkom, kaj pa če me občutek vara, se mu niti prav priložnosti nisem dala. Vse. Jaz sem vedela, ko sva se videla spoznala, da je to človek, s katerim nimam kaj početi, ki me niti ne privlači, ki mi poleg tega mi niti ni bil posebej všeč na izgled. Res, da je imel od tu dol telo fenomenalno, ne? Ampak tega ne vidiš, če je človek oblečen tam sredi oktobra. Ne? Ampak pač vidi se lepa ritka. Ne? Se je videla. To je bilo pa tudi vse, ampak nisem tega, to ima vsak drugi. Ne? Anyway, jaz ga povabim na zmenek. Iz tega se je rodilo, da ne dolgo vezim, iz tega se je rodila zveza, ki sem jo danes, bi lahko rekla, jaz izsilila ali pa potegnila ven. Vedela nisem o njem nič, logično ga nisem spraševala, ker nikoli ne sprašujem, ali pa sem ga, mislim, da, ne vem, po kakem ključu sem jaz dobila idejo, da je on star, ne vem, 27, jaz sem bila pa, mislim, da 23. Potem sem izvedela, da je dejansko bil mlajši ogromno od mene. Jaz sem že konkretno let delala, mislim, da sem bila, še kar nekaj časa sem delala, on pa je še hodil v srednjo šolo. Sploh nisem vedela, če ima izpit ali ne, ampak jaz sem mislila, ker se mi je pač zlagal, da dela s svojim očetom in vozi, ne vem, kaj že, neke velikanske tovornjake po Nemčiji, Švici in kaj zvem, kaj še vse. Sem mu posodila avto, ker sem mislila, da pač mora iti nekam v Nemčijo, kaj že, po ne vem koga. Jaz sem mu enostavno posodila avto. V Mariboru sem živela, mimo mene se je verjetno vozil, ampak nisem ga opazila, on je imel cel teden, 14 dni moj avto in to je bilo to. Ne? In se je hvalil, verjetno, kako pač je on s punco, ki dela na Radio City. Ker sem bila takrat kar precej poznana v Mariboru, ne, kar se tega tiče. Jaz pa vedela nič. To je bila ena stvar. Druga stvar, pustimo, kaj vse, ne. Na koncu mi je seveda avto razbil, ker Bog ve, če je imel sploh izpit ali ne, in ker je tisti dan meni tudi poteklo zavarovanje na avtu in registracija, tisti dan je on, brez da bi mene poklical od tam, ko se je avto razbil, pustil, da sta oba šla vsak na svojo pot, verjetno je bil tudi on kriv, Bog ve, in mi avto pripeljal nazaj, ki je takrat, to je zdaj 17 let nazaj, nekaj takega, škoda znašala 1200 evrov. In on je bil kljub temu potem še prepričan, da bom jaz čisto nora na njega. Ja, ampak pustimo zdaj to. To so tipični rezultati takih
odločitev. In ja, to je bila moja odločitev. In to ni bila odločitev na podlagi razuma, to je bila odločitev na podlagi te želje, ki jo ima, če mene gledate zdaj, vsak od nas v sebi, ker si želi ljubezni, želi si partnerstva. Jaz še vedno verjamem, da smo mi ustvarjeni za dvojino. Da smo mi ustvarjeni za dvojino, ne za monogamnost, ne za to, da ostanemo sami. V vsakem primeru pa ne glede na to, kaj si želite, počnite tisto, kar si želite, seveda. Tisti pa, ki si vseeno želite ustvariti zase idealno partnerstvo, dajte narediti nekaj na drugačen način. Ravno sem v moji brezplačni in skriti skupini, Facebook skupini Idealni na poti, ker je polno daril in čez en teden spet podarjam 3-mesečni self-study paket enemu najbolj aktivnemu članu skupine, kot to naredim vsak mesec, plus še ostalih bonitet polno, če želite se pridružite, sem razlagala o tem, kako so se včasih spoznavali in kako je čisto drugačen čas danes, kot je bil pa takrat, pred 20, 30, celo 10 leti, kaj šele pred 50, 60, 70, kot je danes. Za spoznavanje. Včasih so se spoznali tako, bil je ples, šel si na ples, spoznal si ga in so te poročili. Nisi imel možnosti. Saj veste, prej včasih se ni ločevalo, niti slučajno. Ne zato, ker se ni, ker se to ne dela, kar Bog združi, ostane združeno. Konec, ne glede na to, če te, ne vem, kaj se ti dogaja s tabo. Ja? Druga stvar je, malo kasneje potem smo se že lahko ločevali tudi, ampak mislim, ni več bilo to taki tabu, ampak še kljub temu so se dogajali plesi. Dogajalo se je, ni bilo Facebookov, Twitterjev, ne vem česa vse, ne, kjer ti dejansko objavljaš vse samo zato, da bi bil nekomu všeč, ne, ali pa hočeš biti nekomu, ne vem, hočeš si prikazati kot nekaj pomembnega, nekaj, da bi drugi rekli, da si ti pomemben. To je bistvo tega Facebooka. Ne? Facebook sam po sebi to ni bistvo, ampak bistvo tega, kar se iz nas naredi, kar mi dovolimo, da je naredil ta Facebook in vse ostale stvari iz nas, je to, da same sebe blamiramo in si odvzemamo možnost, da bomo hitro ali pa hitreje spoznali nekoga, ki bi bil res nam pa všeč. Zakaj? Ki bi bil res meni idealen. Zakaj? Zato, ker idealen je lahko nekdo samo takrat, kadar pride do mene, če sem jaz avtentična, če sem jaz v vsakem trenutku tista, kar dejansko sem. Ne pa, da sem taka, da bom všeč nekomu. Rekla nekaj, da bom všeč nekomu, ali pa da ne bom izstopala, se slikala, da ne bom izstopala, ali pa da bom izstopala v smislu, jaz sem boljša, itd. Da se ne spuščam zdaj v te podrobnosti. Ne pravim, da je Facebook slaba stvar ali kakorkoli že. Ne, pravzaprav nasprotno. Samo če ga prav uporabljamo, če smo pametni pri tem, kako to uporabljamo. Enako velja za spoznavanje. Spoznavanje in zmenkarjenje je fenomenalna stvar. In v današnjem času jaz sem prepričana, da nam je na zlatem pladnju prinešeno to, kako hitro in koliko hitreje lahko, če hočemo, spoznamo zase idealnega partnerja. Ampak, če začnemo to uporabljati, vse to, kar nam je dano, od on portalov in temu podobnih portalov, do Facebookov, do tega, koliko časa imamo, do tega, koliko časa nimamo, do tega, koliko smo uspešni, do tega, kako lahko resnično osebnostno rastemo veliko hitreje kot kadarkoli prej, če to uporabimo v svojo korist. In še toliko hitreje in toliko lažje vam to bo, če boste to naredili z nekom, ki je že 3 korake pred vami in ponavadi se temu človeku reče mentor ali coach, kakorkoli pa želite. Po vaši izbiri. Ja? In zato jaz tudi vsakega vedno povabim, da pride na moj brezplačni posvet, če želi. Tam se zmenimo oziroma vidimo, kje je sploh vaša blokada, zakaj držite svojega idealnega stran, ne, kot da bi mu špricali avtan, Bog ne daj, da prideš sem, in naredimo pravi načrt, se pravi korak po koraku, kaj bi pa vi v vašem življenju, točno takega, kot ga zdaj živite in takega, kot si želite, morali narediti, da bi se vam ta sprememba zgodila. In šele potem ugotovimo, če smo sploh za sodelovanje in se zmenimo, če bomo sodelovali ali ne.
Tako da, če kdo želi, idealni365.si, tam najdete brezplačni posvet, se prijavite, določite datum in se lahko slišimo, da vidimo kaj in kako. Ja? Tako da, to je to. Ta stavek, kaj pa, če me občutek vara, saj mu niti prav priložnosti nisem dala, vam lahko uniči življenje, sem 100% zaradi tega, ker boste dali priložnost tistemu, ki ni idealen za vas, je idealen za nekoga drugega in ko date nekomu takemu priložnost, prvič izgubljate čas, ker boste verjetno sploh ženske, poskušali še enkrat uporabiti ta stavek, še enkrat, boste potem v neki zvezi, ki jo boste potem Bog ve kdaj končale, še potem, ko jo končate, še nekaj časa rabite, da sploh zadihate in šele potem, če imate še kaj poguma, greste iskat novega partnerja. Pa ni treba, da je tako. Res, da vam vzame nekaj časa, kot vam vzame tudi ta kviz, ja? Kako najti idealnega partnerja oziroma kako dolgo še, da boste našli idealnega partnerja. Imate tudi povezavo v tem postu, kako dolgo še dobite točno, če ga izpolnite seveda, kako dolgo še bo trajalo, da boste našli svojega idealnega partnerja, če nič ne spremenite v našem življenju. In verjemite, ta kviz vam da bolj natančne rezultate kot kakršnakoli vedeževalka. Zastonj je, če se prijavite na moje brezplačne nasvete, e-nasvete in pa promocijska sporočila. Če pa ne, če nočete, pa lahko seveda tudi plačate, vse piše na tem, tam, kjer se prijavite. Ja? Tako da to je to za enkrat. Ni bilo enkrat, ko sem na svojih brezplačnih posvetih slišala, da si sploh ženske hočete vzeti življenje zaradi tega, ker še vedno, ker ne najdete ljubezni, ker se vam zdi, kot da ste premalo, kot da vas nihče ne vidi, kot da ste čudne, da si ne znate najti nekega partnerja, kot da ste edine, ki ste še samske. In potem so tukaj še mame, očetje, ki pritiskajo na vas, kako si že stara, kaj ne boš enkrat nehala, kaj boš mogla samo v službo hoditi, kdo te bo potem, kaj ti bo služba potem, ne vem, Bog ve, kaj vse dajala, ne? Kaj pa družina, bla, 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 in tako naprej. To so vse taki pritiski, zaradi katerih jaz si ne želim biti v vaši koži, pa sem bila. Ampak ne želim si več biti. Lahko vam pa povem eno stvar, nihče drug ne bo nič naredil za vas, ali pa zato, da se bo vam kaj spremenilo, samo vi lahko. In od vas je odvisno, če se boste odločili iti v to, da si manifestirate za res idealnega partnerja, ali pa boste ostali na isti poti in se vam bo dogajalo enako. To je to. Jaz sicer na tem mestu še, poleg tega, da vas vabim, da naredite ta kviz in da vidite, kako dolgo še, da se boste našla, vas samo mimogrede tako frcnem, da prihaja oktober, to je roza mesec, mesec za ženske, mesec boja proti raku na dojkah. In ker jaz vem, da smo ženske tiste, ki vodimo svet, imam za vas v oktobru prav posebno akcijo, kjer bo ogromno žensk nagrajenih. Vse odvisno od vas. Nič več vam ne povem, ampak nagrajenih s tem, kar se mi zdi, da je najbolj pomembno na svetu. In sicer to, da se naučite, da naredite osnove, da naredite pravi korak naprej. Več o tem vam pa povem naslednjič v Facebook oglašanju, se pravi čez en teden spet ob 7:30. Jerneja Krapša je moje ime, sem zvezda Severnica na poti manifestacije vašega idealnega partnerstva. Hvala, da ste bili tukaj. Še enkrat pa torej z besedami Marilyn Monroe. Strah je neumnost, obžalovanja prav tako. Imejte se lepo in čudovit vikend. Upam, da greste na kak idealen zmenek. Če ni idealen, če razmišljate, dajte iti rajši na kako kavo s prijateljicami ali pa pogledajte kak video. Ali pa spoznavajte koga drugega. Ampak če se vam ne zdi pravi, skenstajte.